Hello, tukaj Španka. Tale video bo update o mojih prijateljih. V bistvu sem spoznala ful novih ljudi v mladinskem centru, na trgatvah. Spoznala sem ene 4 punce. Zadnjič mi je ena naredila ful lepo poslikavo nohtov, ful luškani nohti. Kamera žal tega ne more izostriti, na žalost. V glavnem upam, da se bo to prijateljstvo kaj poglobilo, da bomo imeli kakšne skupne teme, skupne hobije, da bomo lahko pač se malo več družili, ker pač nucam ljudi okoli sebe. Iščem službo in še zmeri pišem diplomo. Dolg cajt mi je, zato ker nimam šihta, ne vem, kam se naj dam. Malo se počutim tako odpadek družbe, kot da sem, ne vem, kot da life nima smisla v bistvu, no, da ne vem točno še zakaj živim, kar je verjetno čisto normalno za ljudi v mojih letih, ko pač končuješ študij. Muco bom posvojila, ko mi čakam, skotila se je 1 mesec nazaj, v bistvu to je že vse zmenjeno. Smo se zmenila z enim kolegom, v bistvu z Jakotom, s katerim sem posnela en video. Mislim, da bo črne barve ta mucika, kratkodlaka, če se ne motim. Hočem pa, da je punčka, pa ime ji bom dala Liza, ko mi čakam, res. In pol ji bom naredila tisto drevo za plezat, iz kakšnega debla ali pa kaj takega. Pa svojo posteljico bom imela, pa pelala jo bom na sprehod, pa tako. Sem razmišljala, da bi lahko tudi, ne vem, šle kdaj kam tako s kolesom ven, ko bo toplej, pa zdaj bo itak zima, tako da ne bomo mogli kaj veliko početi, ampak dobro. Na sprehode, tako da jo malo vodim, ali pa, ne vem, tam po nasipu, ob reki, pa tako. Po novem imam fanta. Ja, vem, to je ful čudno za slišati, sploh od mene, ker sem tako navdušena nad samskim stanom in sem mnenja, da je samski stan the best. In tisti, ko ste samski, uživite samski stan, dokler ste samski, ker vam noben ne teži, svobodni si kot ptica na veji, res, samski stan je najboljši ever, vsaj za mene. Ampak ja, trenutno sem zasedena uradno, že ene par mesecev celo. Kako se je to zgodilo? V bistvu en dan sem se zajebala, ko sem tipa povabila na kosilo in pol se je začelo. Mama je bila na morju, brat je itak, da ga ni. In pač ne bom jaz kuhala kosila sam za eno osebo, pač boljš mi je, da grem na kebab ali nekaj. Sem rekla, če že bom kuhala vsaj za 2. Tako da sem ga poklicala in potem se je začelo. Nisem zaljubljena, verjetno ne bom nikoli več v življenju zaljubljena ali pač, ne vem. Ne verjamem glih v neke zveze, ne verjamem v zaljubljenost. Ne verjamem, da to za mene obstaja. Ker to je eno navadno sranje, ki pač je človek poln pričakovanj do druge osebe in pol, ker ne dobi tistega, kar hoče, se začne obnašati tako razmazano derište, se fukne po tleh in začne kričati. In jaz se tega pač ne grem, ker mi je dopizdilo počas. Dokazal mi je, da je vreden mojega cajta. Ful sem se ga bala, ker so mi moški že v preteklosti dokazali, kakšni prasci so lahko. Ful sem se ga bala, še zdaj se ga na momente bojim, ko se kje razpizdi, ampak on se ne razpizdi, sem pa zgleda ful grozen. Jaz si vse tako k srcu jemnem fejst in pol me vse ful prizadane. Ja, pri njem se res učim, kako komunicirati. Ful me je bilo strah pri njem prespati. Midva se poznamo že tako 2 leti v bistvu, ampak nikoli, mislim, se mi je bil že prej tako simpatičen. Verjetno sem bila tudi jaz njemu simpatična, kakor opažam oziroma kakor je rekel. Ampak nikoli si nisem mislila, da bo kaj med nama. Pač mi je simpatičen, ampak ni pa ono zdaj, da bi se zaljubila ali pa da bi hotela iti v zvezo ali pa neki. Vse sem razmišljala že o tem, ampak ne vem, jaz nisem človek za v zveze, zato ker sem preveč svobodna rada in v preteklosti sem imela take tipe, da
niso sprejeli dejstva, da se nočem vsak dan družiti z njimi, oziroma da se nisem hotela družiti takrat, ko so oni rekli, da se ne družim z njimi, in pa so imeli vsi dolgi nos do tal. Zakaj se nočeš družiti z mano, a z uno kolegico pa lahko greste ven? Sem rekla, ja, lahko grem, in če ne bom hotela, te pač ne bom gledala en teden, če mi bo pasala, ali pa pač 14 dni, ali pač pust me na mer, ker mi greš na kurac. Jaz imam rada cajt za sebe. Več svobode, ko mi pustiš, bolj bom prihajala k tebi. Manj svobode, ko mi pustiš, prej se bom spokala stran. Nočem biti sam uno, da me enkrat pofukaš, pa greš. Pač tipi tega, to tipom tak ful ne gre v račun, uno. Preveč svobodna, da bi šla v zvezo, ampak preveč nuna, da bi bila kurba. Jaz sem tako nekje vmes. No, ampak iz tega je nekako pol, ne vem, z tega prijateljstva s tem tipom je pa ratal neka zveza, pač zdaj smo uradno skup, ampak še zmeri se učiva, oziroma vsaj jaz se učim še zmeri biti z nekom tako, pač meni to ni samoumevno, da sem jaz z nekom, to mora biti res, mora se zgoditi neka prelomna stvar, da sem jaz z nekom v zvezi. Samska sem bila 3 leta in mi je zletel mimo ta cajt toliko hiter. Jaz bi bila še samska, če bi lahko pač uno forever alone. Ampak sem rekla, nič kurc, bomo probala, ne? Da vidim, šta se bo desilo. Iz te zveze vem, da je ta tip vreden mojega cajta, ker ful je prijazen, ful je prijeten, lahko mu zaupam. Niti pomislim, ne, da bi me prevaril. On je tukaj zaradi mene, ne zaradi moje vagine. Medtem ko veliko tipov, dostikrat sem dala zaseksati sam zato, da je bilo mir. Po pravici. In dostikrat je bilo tudi toliko slabo, da si sploh ne želim več seksati. Sorry, ker take stvari govorim po YouTubeu, ampak realnost je taka, da seks praktično ni nič posebnega, v bistvu je kar nekaj in je dolgocajtno in pač gre not in ven. In to je to. Trenutno ne iščem seksa, trenutno iščem zaupanja vredno osebo, ki bi z mano delila življenje, da bi si stala ob strani v dobrem in slabem. Praktično kakor da bi bil on član moje družine in da bi bila jaz članica njegove družine ali nekaj v tem stilu, no pač tako no. Nema veze. En prejšnji tip, ko me je izkoristil, ne, ful grdo, kao da me ni, ampak je preveč očitno bilo. So mi pa tudi drugi povedali, no, da mislim, da je nekaj več, pa je lahko tako malo nesramen, pa to. Nisem sam jaz to opazila, ampak so opazili tudi drugi. Jaz sem to v bistvu majčkeno spregledala. Tak nisem si mislila, da je on tak, ne, ampak očitno je res takšen. Oziroma imel je avto, službo, tak se mi je zdel, tak občutek mi je dajal, kakor da je nekaj več od mene in kakor da, ja, veš, jaz imam službo, moram delati na karieri, nimam časa za punce. In, a veste, on pregovor, da so fanti ko avtobusi. Zamudiš enega, čez 1 uro pride že drug. In res je. Moški so ko avtobusi. Zamudiš enega, dobiš pa Rolls Royca. Tako da ta moj zdajšnji tip, on nima samo službe in avta, ima več avtov, ima bajto, ima posest, špila v 3 bendih, Jack od Jacka, kaj češ boljšega. Ne pa ko je imel sam avto pa šiht. Je moja roka boljša res pač. Ta roka je moja najbolj zvesta roka ever. Čeprav sem desničarka, ta je tudi zelo pomembna, ampak ta je še bolj pomembna. Dan danes se vrednost ljudi meri predvsem po tem, koliko keša imajo. In jaz res ne vem, tako čudim se, zakaj ta tip, s katerim sem zdaj, zakaj me on sploh hoče, ker sem v bistvu nihče. Tako nula sem, nič nimam. Nimam za burek, ne štekam. Ampak očitno on v meni vidi še kaj več kot samo denar in zize in vagina. Očitno v meni vidi, tudi osebo, s katero se pač da pogovarjati, oziroma
V naši družbi nismo taki, da bi obsojali folk po tem, kakšno plačo imajo, se družimo pač z vsemi, ampak vseeno, ne vem, tako, še zmeraj se sprašujem, še zmeraj dvomim v sebe, zakaj bi fant sploh hotel imeti mene za punco, bilo ker fant, pač, kaj je takega na meni, ne vem. Ful hvala. Lahko se zahvalim, pač res wow, kakšnega tipa imam. Ne morem da objasnim, pač. Nisem zaljubljena, ampak toliko prijetnega človeka, tako v lifeu nisem še srečala. Saj za vsega tipa, ko sem ga imela, sem zmeraj rekla, da je najbolj popoln tip ever. Ampak ta tip je res popoln, pač presežen. Tak, lahko delam kačem, pa mi ne bo težil. Pred kakšnim mesecem nazaj sem šla z enim kolegom na bazen, pa je bilo čisto vse cool. Nič mi ne teži, če nočem biti z njem. To zaradi tega, ker ni prilepljen na mene. Ni prilepljen na mene in ima dosti svojega posla v bistvu za delati. Pač, če jaz odpovem, on gre lahko bajto rihtati, dejansko. Ima dosti drugega posla, da bi se z mano ukvarjal. Pač. Jaz sem lahko samo hvaležna, da mi nameni svoj čas, ker je ful zaposlen z ne vem kakšnimi opravili vse. Pač ful odgovornosti nosi na sebi. Pri prejšnjih fantih, ko sem jih imela, je bilo ful grozno, ne, če nisem hotela biti z njimi. Pač ono, a prideš k meni na obisk, sem rekla, ne da se mi, rada bi bila doma ali pa rada bi pač bila z nekom drugim, se družila pa to. In so imeli vsi tipi pol na koncu ful dolg nos do tal. In je bilo vse narobe. In ono, zakaj nočeš biti z mano, zihar se goniš okoli, ne vem kaj, ono. Pa pizda, kaj si ti moj fotor, da boš odločil, s kom se bom jaz družila. Pust me na mer, jeben ti mater, ono. Včasih se vprašam, če sem sploh dosti dobra za njega. Sam pač tega mu ne smem govoriti zaradi tega, ker bi zihar popizdil, če bi slišal to. Glupo vprašanje, ki bi rekel, da se spet premalo cenim in da pač kak imam to, da itak, da sem dosti dobra za njega, sam pač. Ne vem, jaz nimam bajte pa 3 avtov, veš, pa nimam službe, pa nimam nič, no. Pa tudi ne vem, če sem za v zvezo in ne vem, kako bo to funkcioniralo. Ampak bomo videli, pustimo se presenetiti. In tako pač, ne vem, zanj se nisva videla tako 2 dni. In se nama je izdelo, da se nisva videla celo večnost, ono. Stisnila kako medvedka, tako ono, sam cartala bi se z njem in tako je lepo. Pač ono, ko mi folk reče, a ni fajn zdaj, ko si tako v zvezi, pa se lahko stisneš k njem. Pa tako, ma sej je fajn, pa ko sem samska, tako ne pogrešam nobenega, da bi me objemal, okay. Pač meni je ful fajn biti sama. Ne vem, to mi je tako ono, pikica na i v življenju. Tak, ne potrebujem objemov, ampak je pa fajn, če jih dobim. Ni pa ono, da zdaj, vem, ful pogrešala objeme, pa ne vem kaj pač. To ne. Itak imam svojo roko. Tipov glih ne pogrešam. Morajo imeti res nekaj posebenega, da mi lahko darijo, ne vem. Take preproste stvari mi morajo znati podariti. Moj tip je najboljši tip na svetu in je the best. In je najbolj smešen, pač stalno se neki poprcavamo in drugega, tako yin in yang sva. Pač meni je ful pomemben smisel za humor pri človeku, ker jaz sem taka dosti resna in zato je meni fajn pol, da recimo imam kakšnega takega človeka ob sebi, ki pa ima malo več smisla za humor in me lahko razveseli, tako da ja. Glede prijateljstva pa, ja, v bistvu dokončno se je zaključilo eno prijateljstvo z eno kolegico. Po eni strani mi je odleglo, zaradi tega, ker se ne rabim več sekirati okoli tega in lahko namenim svoj čas in energijo komu drugmu, ki si to bolj zasluži. Po drugi strani mi je pa škoda, ker sem vložila nekaj truda v njo in mi je pa zdaj žal, da je ta trud šel v nič. Tega mi je žal. Enkrat sem v bistvu govorila o eni prijateljici. Ne povem, da ni nobenega prevaral, ampak ne vem, kaj je ona mislila, ko je pustila svojega tipa. A je pričakovala, da jo bo še naprej čakal ali kaj, ne vem, verjetno. Kao, da se to ne dela, da gre pač tvoja kolegica
s tvojim bivšim tipom. Tako je ona isto naredila s svojim bivšim tipom, pač pustila ga je in pol je šla z nekim drugim tipom, ne. In njej je bilo kar vse oproščeno, a ne, zaradi tega, ker pač njen nov tip ni prijatelj od njenega bivšega tipa. Pač koja logika je to? Zaradi tega, ker sem pa pač jaz prijateljica bila od nje, pa jaz zaradi tega ne smem biti z njenim bivšim tipom. Pač koj je to faktor, no? A isto sranje dela, isto sranje, samo drugo pakovanje. Sej ne da branim njenega bivšega tipa, ker je res en navaden kreten, zaradi tega, ker ne pove točno, kaj bi rad in potem na račun tega lahko kao dela vse, kam mu paše. Mislim, načeloma lahko, jaz sem bojo pol posledica. Sej ne da ga branim, ampak po pravic povedano nima nobene veze, če si ali pa nisi od koga prijatelj. Imaš pravico biti s komarkoli hočeš, če te to osrečuje. Nima veze, če sem jaz od koga prijateljica. Se pravi, prijateljem od prijateljev se vse zameri, random folku je pa vse oproščeno. Koja logika, stari moj, daj mi to razloži. Pač to ti je ženska logika. Ne vprašaj, ne štekam niti jaz. Ful se mi zdi, da ženske zelo rade mešamo čustva v biznis, ali kako bi temu rekla, no, biznis pač. Čustva v analitično razmišljanje. Pač. Ja, jaz sem tudi ful čustvena, pa tudi sem se jokala okoli tega topika, ne. Pa še ena stvar mi tak ful, ne vem, no, tak ful ni logično. Zdaj, tak prav, ne, da, mislim, se to sem že omenila, da če bi imela kaj resnega z njem, da bi nama prvošla, ampak zaradi tega, ker nismo imela nič resnega, tako nama pa zdaj zamir. What? Saj sem ga imela rada, jaz sem tukaj. Očitno tipi tega ne razumejo najbolj, mislijo, da lahko žensko delajo karkoli hočejo, da pač jo pofukajo in grejo. Če bi jaz isto ravnala kot on, bi mene klicali kurba. Dejansko. Takšno mnenje imam tudi jaz zdaj v njem. Pri tej bivši kolegici sem vztrajala zaradi tega, ker sem upala, da se bo čez čas odprla, sem pa se ni. Še zadnjič sem ji dala ponudbo za druženje, ki je pač ni sprejela in smo dokončno prekinile prijateljstvo. Pač zdaj spoznavam nove punce, ki so bolj odprte, bolj komunikativne. Pač ona ni bila toliko, no. Kakor sem opazila, je trmasta in ljudem ne daje druge možnosti, če pride do neke ovire. Takoj skensla folk. Noče imeti več stikov z njimi. In verjetno je zaradi tega tudi primanjkuje prijateljev, kot sama pravi. Pač jaz pa folku dam novo možnost, če vidim, da se človek res hoče potruditi, če res hoče delati na tem, če res hoče nek trud vložiti v to. Sem mnenja, da je za vsako stvar še neko upanje. Mora se res tak neki ful grdga zgoditi, da jaz pač skenslam človeka. Ne rečem, da je to prav ali pa narobe, če ona skensla folk. Če ji to ustreza, naj tako nadaljuje. In ne rečem, da je prav ali pa narobe to, da jaz drugim dajem šanso. Pač tako nama ustreza in preveč različno razmišljamo, da bi lahko bile še naprej prijateljice. Ona se tak ful odraslo obnaša, ful je odrasla, no, ali nekaj. Ampak polka pa pride do dejanskih stvari, se mi pa zdi, kot da dela vse kontra, kar mi je ful čudno in me ful zmede. Zdaj pa pride del, zaradi katerega se noče več družiti z mano. Ona je mnenja, zakaj sem jaz sploh povedala vse to, da sem se zapletla z njenim bivšim tipom, če sem mnenja, da se nje to ne tiče. Ja, ziher si mi povedala zaradi tega, ker če je že tebi hudo, pa ne bo še meni hudo, ne. Okej, pač dvignila se mi je leva obrv, ne, niti najmanj nisem hotela, da bi bilo tebi hudo, zato ker je meni hudo ali nekaj. Mislim, če je ne bi marala ali pa če bi mi bilo vse en za njo, in tega ne bi šla govoriti, zaradi tega, ker se je ne tiče, ampak glede na to, da sem jo imela rada, sem mi to povedala kljub temu, da se to nje ne tiče, a štekaš, pač. Ne vem, meni je to tako logično, da, ne vem, prijatelji si vse povemo ali nekaj, po mojem mnenju. Pač vsaj taka sem jaz. Lahko bi mi bila bolj hvaležna, no. Pač lahko bi mi bila hvaležna namesto, da je taka do mene. Pač to se mi ful ne zdi fair. Ampak okej.
jaz takrat nisem imela nobenega razloga, da njenemu bivšemu ne bi zaupala, zaradi tega, ker smo si bila fajn prijatelja. In ko je rekel, da sta šla narazen, sem mu zaupala in nisem imela niti trohice dvoma v njega. Izkoristil je moje zaupanje na kakršenkoli način že in to je to. Ja, ampak Španka, ne morem ti več zaupati, ker si to zgodbo povedala vsem, ne samo meni. Pač ti si njemu obljubila, ne? Pa sem se pa v bistvu spomnila nečesa, da sem jaz tudi tem fantu zaupala, ne? Pač ko je rekel, da se ne more zaljubiti, da ne more imeti punce, da nima časa, da rabi čas za sebe. V glavnem sem mu zaupala vse, pač kar je rekel, ne? Če se on teh stvari ni držal, zakaj bi pol se jaz mogla držati tega, da bom tiho, a veš? In folk me je tudi spraševal, zakaj sem žalostna, zakaj sem taka in kaj je narobe. Pa sem pač povedala, ker pač ni bilo nobenih ovir, da ne bi povedala. In tisti, ki držijo pri meni besedo, se ne rabijo ničesar bati, tisti, ki je pa ne držijo, se pa lahko bojijo. To je bila v bistvu vojna med njem in med mano, ampak ona pravi, da mi zaradi te vojne ne more zaupati. Pač moja strategija je izključno iz principa sem to naredila in njej ta del pač ni všeč. Tak noben nima s tem probleme, sam ona pa njen bivši tip. Vem, da je vse skupaj ful otročje, ampak sem se tako jaz odločila, da hočem tako odreagirati in hočem vrniti Milo za žajfo, ker ful prevečkrat sem bila tiho v življenju in mislim, da mi čisto nič ne bi koristilo, če bi bila še naprej tiho, tako da vem, zdaj lahko vsaj mirno spim, zdaj mi je ful boljš, kakor če bi bila tiho. Ja, saj veš, ampak on tudi ni imel od tebi kaj lepega zapovedati, ne? Normalno, da ne bo imel nič lepega o meni zapovedati, če sem ga vsem izdala, ki bi mogla biti tiho, a ne? In če še nisi opazila, itak o vseh ljudeh govori ful čudne stvari, tudi o tebi, da ne rečem, da je hotel, da gremo v trojčka skupaj in veš kaj, Španka, preveč ljudi te je prizadelo v življenju in zdaj si ratala ful zajebana. In ja, se strinjam. Življenje me je utrdilo, dalo mi je izkušnje. Če bi bila 8 let mlajša, bi bila pridna. Vsem bi molčala, imela bi občutke samopomilovanja, bila bi depresivna in tako naprej. Krivila bi samo sebe za vse. Ampak ker nisem 8 let mlajša, sem pač temu tipu vrnila Milo za žajfo. In pa mi je bila ena stvar ful všeč, ki mi je potrdila, da so za to zgodbo zvedeli čisto vsi, čeprav bi mogla biti tiho. Pač samo zaradi principa sem vse povedala. To je v bistvu za mene vse ena igrca. Pač. Situacija je taka, da ne vem, sem bolj zaupala njenemu bivšemu tipu, ker sva bila ful frenda in sem mislila, da mu lahko zaupam. In sorry, a ne, če bi vedela, kaj je všeč, že prej bi to tudi naredila. Lahko spremenim prihodnost, preteklosti ne morem. V glavnem po njenem sem jaz tista, ki je zapičila nož v hrbet. Čeprav sem se pač trudila biti iskrena. In pa sem vprašala enega kolega, kaj bi on naredil v njenem primeru, ne? In je v bistvu rekel, da se mu je to že 2-krat zgodilo. In kaj bi on naredil, pač v bistvu, da bi se do bivše obnašal, kot da je ne pozna. Do kolega bi bil pa normalen, ker pač kolega ni nič kriv, če se je bivša zaljubila v njega ali nekaj. Kar je tudi logično, vsaj meni. Da tipi se nekako lažje to zmenijo okoli teh stvari, zaradi tega, ker ne mešajo toliko čustev v biznis, ali kak ne rečem. Ženske pa tak, ne vem, malo smo preveč čustveno navezane na stvari, se mi zdi. Kdorkoli se hoče družiti z mano, me mora sprejeti z vsemi napakami tako, kot sem. Če pa komu kaj ne paše, pa ne gre stran. Pa verjetno noben med nami ni popoln. To je pa v bistvu to, kar se tiče prijateljstva. Da človeka sprejmeš z vsemi napakami in da si stojiš ob strani in to. Pač jaz sem pripravljena na te stvari, stati ob strani nekomu. V dobrem in slabem ni problema. To je to, jaz se odpravljam ven, itak že 100 let zamujam, tako da lajkite in subscribite, zato ker je obvezno. Čau!